Če jaz rečem nekomu, da za zajtrk ne sme, pa zdaj bom rekla banalen primer, zasekena kruh jaz, kaj si bo mislila? Ne? Ja, lahko, sam pač količina te zasekena kruha je važna, koliko je bo, ne? Lepo pozdravljeni v današnjem podcastu Neokvirjeno, kjer razkrivamo življenja in delovne dosežke posameznikov, ki s svojim delom in vztrajnostjo dokazujejo, da se da marsikaj opraviti z nasmehom na obrazu in tudi z srčnostjo. Tokrat imam v gostih našo cerkvenjačanko Klavdijo Dvoršak, ki že 20 let deluje v zdravstvenem domu Lenart. Doživela je že marsikaj, a vedno je vse skozi vozila z nasmehom na obrazu. Klavdija, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Najprej me zanima, opiši mi tvoje delo v 3 besedah. Resno, odgovorno, odločno, ne vem. Na taki način dejansko bi te tudi opisali tvoji sodelavci. Je edino, kar bi še dodali, pa tisti, ki te poznamo, ko smo s tabo delali, vedno se je dalo vse zmeniti, pa vedno je bil nasmeh, ne? Jaz upam, da bi me tako opisali, ja. Torej, kot sem že dejala, v zdravstvu nekako zaznamuje tvoje življenje. Pa rečemo zdaj, doživela si že marsikaj. Kaj se je spremenilo v teh 20 letih? Ja, marsikaj se je spremenilo, marsikaj še se bo spremenilo. V bistvu sem bila že, ne vem, na koncu osnovne šole odločena, da je zdravstvo moje poslanstvo. Čeprav so me hoteli prepričati nasprotno, pa se nisem dala. Že takrat sem dokazala, da ko se nekaj v glavo vbijem, potem za tem stojim in to tudi izpeljem. Zaenkrat, če se tega držim. Mislim, da je dejansko tako že od vsega začetka in tudi, ko se gre za zdravstvo oziroma za mojo poklicno pot, se držim tega, da ko si zastaviš neke cilje, seveda morajo biti ti realne, se jih tudi poskušam držati. Zanimivo mi je bilo, da je tvoja prijateljica, ki je tudi tvoja sodelavka, Nina Vuzem, rekla, kar si Klavdija zada, tudi Klavdija zagotovo spelje. In tudi dejala si, da če bi vedela, da se boš tako dolgo izobraževala, da bi že prej šla študirati medicino. Drži to? Definitivno, ja. Mogoče pa to pač ni bila smer zapisana v zvezdah za mene in sem verjetno zdaj na pravi poti, vseeno. Ok, če malo zdaj tako začela si, bi rekla, nekoč so govorili, da dejansko najboljši vodja oziroma neki nadrejeni ali direktor ali kakorkoli, ti si zdaj namestnica direktorja v zdravstvenem domu Lenart, mora iti skozi vse delovne procese, da res razume, kako zadeva funkcionira. Ne? Ja. Kar, naprimer, mogoče včasih vidimo, da nekateri mladi, kar konča študij in naenkrat je direktor, težko razume delovanje nekega sistema. Kako si ti začela in kako je ta tvoja pot spenjala? Jaz sem začela kot zobna asistentka. Spomnim se, da me je takratna glavna sestra poklicala. Na srečo se je spomnila na mene, da imajo prosto delovno mesto, da se naj prijavim, ker imam velike možnosti, ker sem tudi na tistem področju opravljala pripravništvo. Seveda je takrat bilo vse drugače, takrat nisi dobil 6 prijav, ampak si jih dobil vsaj krat 3-4. Na srečo sem bila izbrana, tudi volontersko začela delati, da sem se priučila. Dobila sodelavko, ki me je seveda naučila na zobozdravstvu, na odraslem, potem sem preklopila na zobozdravstvo za otroke in ortodontijo. Zraven naredila še poklicno kvalifikacijo za zobno asistentko, že takrat postala vodja zobnih asistentk in poleg tega še delala v dežurni službi in pa na sprejemu zdravstvenega doma. Zanimivo, začela si kot zobni tehnik, v bistvu z zobmi. Zobni asistent. No, delo nekako bi rekli z zobmi. Potem pa si tudi presedlala na CKZ, ne? V bistvu, če greva potem še bolj ambulanta. Vse posod po malem.
Tudi dejansko res poznaš. Ja, dejansko sem v zobozdravstvu delala 9 let, potem sem odšla na porodniški dopust, tik pred porodom diplomirala in ko sem prišla iz porodniškega dopusta, mi je direktor ponudil delo v referenčni ambulanti, torej preventiva. Seveda sem ga sprejela, sem takrat delala z dr. Krambergerjem in dr. Ranđelovićem v splošni ambulanti, zraven še v referenčni ambulanti, zraven še v urgentni službi. Po drugi porodniški pa smo dobili oziroma se prijavili na razpisan projekt Center za krepitev zdravja. Ta projekt pridobili in takrat me je direktor postavil za vodjo Centra za krepitev zdravja. Katero področje ti je bilo najbolj blizu, če tle izbiramo? No? Tisto, ki ga najmanj delam, urgentna služba. Urgentna ti je bila najbolj blizu? Včasih sem si želela delati tudi v reševalni službi, pa so takrat bile te moje prošnje zavrnjene, res je bilo to pred vsemi porodniškimi, pa potem mogoče z leti vidiš, zakaj je bilo tako, ker pač ženska vedno ne more opravljati tega poklica. Je res, da je to fizično tudi težko, ampak jaz sem navajena fizičnega dela. Koliko vem, imate doma kmetijo, tako da poprijeti za teže delo ni problem. Ni problem. Kaj te je privlačilo pri tem delu, naprimer reševanje? No? Kaj ti je tudi tako všeč? V bistvu nasploh pridobljeno znanje in pa dejansko adrenalin, ki ti s tem priteče v kri, ali kako naj rečem. Ker dostikrat vidimo ljudi, ne, pa tudi jaz sem takega mnenja, ko vi letite dejansko z rešilnim vozilom, mi spremljamo tudi tu v krožnem letite lučke, to je res adrenalinsko, ampak marsikdo bi pa drugače odreagiral, ko pa prideš ti na kraj nesreče, ne? Ko dejansko ti si tam, da prideš in začneš pomagati, vidiš marsikaj, kako psiha in... Dejansko jaz verjamem, da fantom takrat nimajo časa študirati o tem, ne? Ne vem, tudi sama sem že bila prva priča pri prometni nesreči in takrat ne študiraš ti, kaj se bo tebi zgodilo oziroma kaj bi se lahko, ampak greš in pomagaš, ne, kolikor pač lahko. Saj naj bi vsi pomagali, ne, glede na to, da imamo upravljen tečaj prve pomoči pri avtomobilu, ne, to nas že zavezuje k pomoči, ampak se spomnim, ne vem, 15 let nazaj smo se sodelavko peljali na eno izobraževanje, res bile prve priče pri prometni nesreči, pomagali pač koliko sva znale. No, ko sva prišla na izobraževanje, je tam bilo, ne vem, okrog 150 medicinskih sester, raznajo se ni nobena ustavila, ne. Pol te vsi tam napadajo, ne, kaj je bilo, nija veze, kaj je bilo, ustavila se bi, pomagala bi, pa bi vedela, kaj je bilo, ne. To je potem tisto, ko se vprašaš, ne, koliko nas dejansko nosi odgovornost do svojega poklica, ne. Pol pa včasih kažemo s prstom na laike, ne, dejansko pa... Najlažje je kazati na druge, ne. Ja, ne. Drži. Če bi, naprimer, rekle, zdaj smo se malo dotaknile tudi primerov pacientov, pa da ne greva mogoče bolj v te, nam rekla, zdaj glih črne, težke zgodbe. Kaj bi bil najbolj smešen primer pacienta, ki si ga kdaj imela? Se mogoče kakšnega takega spomniš, ki je bil pa malo bizaren, če je smem tako reči? Zdaj se ga ne bom spomnila, sigurno ne. Pa doživiš vsega. Ne, doživiš vsega. Bom rekla, da pa recimo lahko pa rečem, najtežje med delom je pa bilo najtežje. Ne kot delo samo, ampak nasploh ginekološka ambulanta. Specifika dela, specifika pregledov, tako da mogoče tam si nekako življenjsko ne želim več delati, bom rekla. Pa tudi najtežje bi mi pa bilo delati za otroci. To se vedno sicer hecam, pa upam, da ne bo nikoli, da če pa moram iti na otroški oddelek delati, bi pa verjetno šla izven zdravstva. Ker ne vem, če bi in psihično, predvsem psihično to prenesla. No. Dejansko z bolanimi otroci. Ja, z bolanimi otroci. Dejansko, ko vidiš, da imaš neko moč, do katere lahko sežeš, so pa stvari pri boleznih, ki pa ne grejo. Ne. Pa žal ne grejo, ja. Če bi imela možnost si postaviti svojo ambulanto, kjerkoli na svetu, kje bi to bilo?
Nekjer, kjer ni prevroče. To smo se prej pogovarjali, dejansko si bolj ljubiteljica zime kot poletja? Ja, imam sicer rada morje, ampak spomladi pa jesene, ne pa v tisti poletni vročine. Raje imam zimo. Torej, verjetno bi se potem nekako nagibala, tako kot naš urednik Ovtara 24 Zmago Šalamon, kakšni bolj kanarski otoki, tam je bolj spomladansko, ali otoki niso upoštevali? Še boljše bi bila kakšna Kanada. Malo smo se sicer tudi dotaknili teh bolezenskih znakov, pa tega skozi leta verjetno se tudi te zadeve spreminjajo. Tudi sami pacienti bi rekla, zahtevnost in tako naprej. Kako bi mogoče to lepo opredelila? Sami bolezenski simptomi skozi 20 let so bolj zahtevni. Kaj se dogaja? Bolj zahtevni smo uporabniki, bom rekla. Zdaj pač vse že najdemo preko interneta, žal tudi marsikaj ne drži, že pridemo k zdravniku, pa hočemo to, ne. Žal to vedno ne gre, ne. Tako da bom rekla, tudi vedno mlajši pacienti so. Res je, da je vedno več bolezni pri mlajših, ne? Od rakastih obolenj, predvsem to. In ljudi, ko je nekdo v tvoji bližini zboli za rakom, najdeš vse simptome, recimo, ne? Ali pa vsaj nekaj simptomov in bi že spet letiš do zdravnika, bi rad to, tretjo preiskavo. Ne? Ni vse takoj mogoče, oziroma ni vse takoj dosegljivo. Ne? Vse se da, ampak postopoma. Ne? Pač premalo potrpežljivi smo pri vseh. Ne? Tudi razlika med spoloma, žal, ne? Ženske pa moški, ko zbolimo, je velika razlika. Ne? Kot se pač radi pohecamo pri moškem, je že 37 vročine, smrtna bolezen. Ne? Ampak ne v vsakem hecu je nekaj resnice in tudi tu je nekaj resnice. Ne? Ni vse za lase prevlečeno. Zanimivo mi je bilo tudi, brala sem knjigo Skalpel od profesora Hčana. Ne? On dejansko tam razlaga ravno to, da ljudje že pridejo z diagnozami postavljenimi, jaz vem, ne, ker dosti kritik tudi leti na zdravstvo to, da nimate pojma, pa tam ste zašuštrali, pa ono, pa tisto. Ampak on je ravno to govoril, opisoval v knjigi, da dejansko je nek namen, da vi greste v šole, mislim, šole pa fakultete imajo neko določen namen in težo, vi dejansko, se tudi tebe, če pogledamo, ne, si nekaj let, skoraj lahko rečeva 20 let, vedno znova pridobivala novo znanje. Ja. Nekdo pa misli, da rečemo teden dni bo po Googlu malo preveril, pa že ve, zakaj se gre. Ne? Ja, vse to je tisto. Ne? Pač nekdo nekaj prebere in že misli, da vse ve. Ne? In res je, tako kot je bilo v COVID-u, ne? So se razne propagande za, proti COVID-u, na vseh straneh so se pojavile. In ko človek nekaj parkrat sliši, potem začneš dvometi, zakaj pa ne bi on imel prav, ne? Saj noben se ne vpraša, kaj po eni izobrazbi. Žal, ne? Če bi bilo potem to po takem principu, po enem tednu bi lahko vsi delali vse, ne? Pa lahko jaz tudi grem jutro za ključavničara, ne vem, se malo izobraziti, po enem tednu pa lahko že nekaj takega delam, recimo, ne? Ampak zato so šole, zato smo vsaki specialist na svojem področju. Ne? Pa tudi dejansko vi delate v tem, ne? Mislim, tebi je tu vsakodnevno se mislim, vaja dela mojstra tudi v vašem poklicu. Tudi na primerih se učiš, ne? Vedno je bilo tako. Ja. Pa drugi problem pa je, da vse mečemo v isti koš, ne? Ne vem, v Sloveniji se zgodi en primer v zdravstvu in potem je vse zdravstvo enako. Ne moremo posploševati. Če imaš v eni trgovini slabo izkušnjo s trgovko, zato niso vse trgovke slabe, pa niso vse trgovine slabe, recimo. Ne? Ja. Enako je v zdravstvu, vse zdravstvo ni nič drugače. Vedno vam pa tudi mogoče učitajo to, pa ste ga zašuštrali. Ne? Mislim, po eni strani, če pa gledamo tako dobro, res je, da je pač zdravstvo, ampak sej smo ljudje, nismo stroj, mi delamo napake, ne? Mogoče je bolj problem tistega prevzemanja odgovornosti, če do tega pride. Ne? Ja, verjetno je pri našem zdravstvu oziroma pri svetovnem problem prevzemanja odgovornosti, pa dejansko so naše napake večje, zato ker se gre za človeško življenje. Tega ti nobeden ne bo oprostil, ne? Ali pa pozabil. Pa naprimer, zdaj ti kot namestnica direktorja, če tako pod črto potegneva, imaš mogoče ali slediš tem številkam oziroma koliko je teh
pritožb na Zdaj zdravstveni v dom? našem zdravstvenem domu sledimo tem številkam, ja, ker tudi načeloma z direktorjem skupaj ali me seznani, ali pa tudi nekatere že dobim jaz, da jih odgovorim. Ne. Pa kaj, na primer, se tako lahko posplošimo, na kaj se nanašajo te? Pri nas veliko krat, ne vem, zadnja pritožba, ki sem jaz dobila, je bila, ker zdravnik ne želel napisati laboratorijske napotnice. Ne. Aha. Smo jo potem napisali, pomirili, ampak bom rekla, da ni bilo ravno iz mojega stališča upravičeno. Včasih imajo pacienti prav, včasih imajo naši zaposleni prav. Ne. Veliko krat se pritožijo, ampak ustno, potem pisno več se nočejo nad komunikacijo. Izobražujemo se v komunikacijo, ne vem, ne moreš prešteti, ampak še vseeno šepamo na tem področju, bom rekla. Zdaj, na primer, ti si bila tudi vodja CKZ-ja, Centra za krepitev zdravja, v bistvu začetnica tega v Lenartu. Lahko bi tudi dejali, da dejansko ljudje z nekim načinom življenja tudi sami sebi, mogoče grdo rečeno, si nekatere bolezni ustvarimo, ne? Ampak ko pa zbolimo, pa pridemo potem k vam, pa pokažemo s prstom, nisi mi pomagal. Drži. Definitivno na kronične bolezni vse v začetku lahko vplivamo sami oziroma poskrbimo, da do tja sploh ne pride. Ne? Ne vem, če vzamem za primer debelost ali pa sladkorno bolezen, ta gre ta ponavadi z roko v roke. Ne? Najlažje je vzeti tisto čudežno tabletko, ki ti jo predpiše zdravnik. Ne? Težje je že iti na redne preventivne preglede, pa tam ti medicinska sestra reče, ja, imate previsok sladkor, pa zamahniti z roko. Potem seveda v delavnice je še težje priti, ker moraš parkrat priti v zdravstveni dom. Pa nekateri še to pridejo, ampak hudičevo težko je pa potem na svete upoštevati. Ne? Se mi lahko povemo vse, kar vemo. Jaz sem vedno rekla, ko smo še hodili na izobraževanja v Ljubljano, ne morem jaz tega povedati naši publiko v Lenartu, našim uporabnikom, ker več nobenega ne bo nazaj. Ne? Eno je predavati in na svete dajati ljudem v Ljubljani, drugo je davati na svete v Lenartu. Ne? Če jaz rečem nekomu, da za zajtrk ne sme, pa zdaj bom rekla banalen primer, zaseke na kruh jaz, kaj si bo mislila? Ne? Ja, lahko, sam pač količina te zaseke na kruha je važna, koliko je bo. Vseeno še neki človeški pristop mora biti. Definitivno. Ne? In tudi zraven tiste čudežne tabletke, ne? Ali pa inzulina, ali ne vem česa, mi moramo paziti, kaj damo v usta, koliko se gibamo. Ne? Se zaradi tega ni rečeno, da bomo zdaj shujšali, pa ne vem, brez zdravil ne bomo nikoli več, recimo, ne. Ampak vseeno bomo pa poskrbeli, da ne vem, iz tablet neki sladkorni bolnik še vsaj nekaj časa ali pa celo zavedno ne bo šel na inzulin. Ne. To je tista razlika. Ne. In pa recimo, da naučimo ljudi, pa to zdaj ne gre samo za sladkorne, ampak za nas vse količino, ki jo damo na krožnik, ne. To je tisti bistveni problem pri vseh nas, ne. Ja, ne toliko kaj pojema, ampak koliko pojema. Ne? Ker dejansko tudi dostkrat slišim, ne, da nekateri hodijo v kakšne gostilne, radi grejo tja jest, ker dobiš pa dosti. Tako da količina dejansko šteje. Ne? Ja, danes sem že enkrat se pogovarjala, ampak krožnik včasih, ne vem, jaz če doma pogledam, če še imamo kakšne starejše krožnike, koliko je manjše od tega, ki jih imamo pa zdaj, ne, ko so novejši v teh servisih. Ne, pa, če dam jaz na tisti krožnik starejše, je tam krožnik poln, če pa dam na novega, je pa recimo, da je polovica. Ne. In se ti zdi, tako malo bom pojedel, ne, pa na koncu ni tako malo. Ne. Kaj pa potem tudi ta primer, lepo si rekla, lahko se mi pogovarjamo, ampak udeležba, ta aktivacija, ne, ljudi. Tu vidim, da je težava ne samo tudi že službe, v veliki večini že postajajo take, da smo zelo pasivni bolj. Ne? Že bom rekla tako, sem jaz takrat bila na CKZ-ju, pa malo nam je vmes COVID zagodil, pa sedaj je isti sistem. Se trudimo, da neka glavnino teh preventivnih delavnic izvedemo spomladi, oziroma tako bom rekla zdaj do maja in pa potem oktobra začnemo. Ne? Vseeno malo upoštevamo, da je tu veliko kmetij, da veliko ljudi prihaja iz kmetij in da ko je delo, ne bodo prišli k nam. Ne? Tako da pa vsaka delavnica pa tudi v popoldanskem času.
Ne. Se dogovarjajo tudi za individualna svetovanja, za individualno izvedbo delavnice, pa pač pridejo samo k tisti dotični sestri. Ne. Smo kar fleksibilni, ne bom rekla, nismo zdaj, da bi bili strogo zakoreninjeni, tako kot piše v papirjih. Pa dejansko tudi imate tudi te terenske zadeve, ne? Tudi. Ampak ljudje vseeno dvigniti, po domač povedan, rit pa nekaj narediti za sebe, ne? Vsi vemo, ko se pripravljaš, da bi šel na sprehod, je lažje, če greš nekdo s tabo, ne, kot pa, da se sam dvigneš s kavča, pa greš. Ne. In isto je tukaj. Ne. Ni nobene razlike. Ne. Pač če vedno rečem, v glavi moraš preklopiti. Ne. Če te bo nekdo nekaj silo, lahko ti 100krat eno in isto poslušaš, pa ne bo nobenega učinka od tega. Prejle si lih omenila COVID. Tista zelo, mogoče malo z distanco, drugače argumentiramo, se pogovarjamo kot takrat, ko je bilo, ko dejansko res več časih nismo vedeli, kaj je prav, kaj je narobe. Pravila so se spreminjala, mediji so res poročali stvari, ki so nas strašile. Ja. Delali smo res časi, se potem zdaj, danes, tudi jaz osebno, ko gledam za nazaj, se malo nasmejim. Ne. Šla sem v trgovino, vse smo umivali, tuširala sem se. Ponavadi smo to delali tisti, se bo se kdo nasmejal, ampak tisti, ko smo imeli pač ranljivejšo osebo doma. Ne? Takrat ti potem več ni bilo vseeno. Vse v bistvu druga, ko pogledaš nazaj, pa da se nasmeješ, ti ne ostane. Ne? Ker druga varianta je še sama, da se zjočeš. Ne? Mislim, takrat, kaj smo vse delali, kaj vse delala država. Dejansko inšpektorje smo imeli vsak dan na vratih. Zato, da smo zadovoljili inšpektorjevim potrebam, je 3 dni se en človek, ki je delal pri nas, samo ukvarjal z seznami in tabelami. Mislim, ko se to vprašaš, po drugi strani je pa medicinskega osebja primanjkovalo. Ne? Mi smo diplomirano medicinsko sestro, ker si je moral dati diplomirano, da je vedela, kaj sploh dela, 3 dni žrtvovali za to, da je pisala sezname. Ne? Da je pač bilo inšpektorjem zadovoljeno. Ne? Vse smo, hvala Bogu, vse super rešili, ampak ne. Od zaščitne opreme do tistih kolon dejansko, jaz sem se takrat malo hecala, da imamo take kolone kot na bencinski, ko se bencin cena spremeni. Ne? Ampak ko pogledaš nazaj, se ne moreš predstavljati, da je to bilo. Ko se dejansko podcepil 600 ljudi na dan, ne? 2 ekipi sicer, ampak vmes si šel, če si imel srečo lulati, če si imel srečo, ker si imel čas piti in pa tiste pol ure, da si recimo temu kosilo v sebe zmetal in to je bilo to. Ne? Od 7 do 7 aktivno. Ne? Je pa bilo tudi tega, če lahko tako lepo milo rečem, no, tudi res nasilja nad vami. Nekaj ga je bilo, nekaj ga je bilo, ampak to, tako kot smo že prej rekli, od tistih, ki se pač en teden preberejo, pa mislijo, da so že naredili doktorat. Pač naj vsaka stroka dela svojo še enkrat. Mi smo vseeno se zato šolali, da nismo palčk tičali v možgane, ne vem, kam še vse bilo. Nismo stavljali ščipov, razen če pač tudi mi tega ne vemo, pol jih imamo zdaj vsi. Ne vem, spomnim se, je bila cena, ki je država določila 9,50 € za bristo sezonaj, nekateri oglašali, to jih 50 € vam ne bomo pustili, ne, hočem 50 centom hočem nazaj. Vsak dan smo hodili na banko po drobiž, nam je banka drobiž menjavala, da smo res tistih 50 centov, nikoli nismo. Nobenemu ne rekli, da mora tistih 50 centov pustiti, vedno jih je dobil nazaj. Ne. Ampak to pol, ne, tam tiste zgodbice, take stvari ti pol dvignejo pritisk, te razžalostijo, si misliš, delaš, tam si not, vse on je zunaj stal 1 uro, ni vedel, da si ti tam že, ne vem, 10 ur, ne. Pa kaj je privedlo do tega nezaupanja? Ne vedno znova, dostikrat slišiš to nerganje ljudi, kako nezaupanje v zdravstvo, kot stroko, v zdravstvene delavce, ne? Po drugi strani pa si včasih mislim, ljudje, če bi šli tudi v tujino, vedno ni vse rožnato. Ne mi razlagati, da je tisti, ki smo bili v tujini, ki smo bili v stiku z zdravstvom, ni vedno vse rožnato. Ne? Seveda so tudi primeri dobrih praks, pa tudi slabih praks. Ne? Ja, tako v posod. Zdaj, jaz sem takrat vedno rekla, zdaj, če smo pri COVID-u, zakaj so pa potem, Slovenci so imeli možnost testiranja v Avstriji, ampak so hodili vsako nedeljo k nam.
Mi smo imeli od 150 testov sigurno 100 ljudi, ki je delala v Avstriji. Torej so rabili ali tisto večer ali drugo jutro izvid testa. Ne. Če bi bilo v Avstriji vse tako rožnato, pol bi verjetno šli tam. Ne. To včasih pač ne vidimo dlje od svojega nosu. Ne. Je najlažje okroviti drugega oziroma tisto pač, kaj je okrog sebe. Po drugi strani, če pa se postavim na drugo stran, kot samo pač prebivalec Slovenije, pa kako naj još imel nezaupanja v sistem, ko je vsak dan spremenjal pravila? Ne? Ja. Tudi sama sem mogla spremljati pravila. V bistvu sem v nedeljo zvečer pogledala poročila, da sem vedela, kaj me v ponedeljek zjutraj čaka. Ne? In pol v ponedeljek zjutraj ob 7 so pacienti bili seznanjeni, da je nova cena brisov, recimo, ne. Tebi še jih pa ZZS ni v računalnik vstavil, ker oni začnejo delati ob 8 in to se je zgodilo pol 9, ne. Ti si pa bil tisti, ki se je s pacienti obadal do pol 9, ko si imel novo ceno. Kaj boš zdaj? Izdal račun ali na katero cifro, ne? Mislim, zastopiš tudi ljudi, zakaj so bili zmedeni, zakaj so bili na tiste strani, na kateri so bili. Ja, pač ti si bila pa tista, če rečemo žrtev, vmesnik je. Ki je pač mogel to potem tudi povedati. Ja, vedno je tak, ne? Vedno se nekdo najde, ki je pač nekje vmes. Ne? Imela si več funkcij kot vodja, ne? Vodja zobozdravstvenih tehnikov, kako si rekla? Sester, ja. Sester, pardon. Potem vodja CKZ, potem pomočnica direktorja za zdravstveno nego. Ja. Kako je voditi take time? Verjetno tudi z leti so ti timi se večali. Tudi to. Kako ti uspeva uspešno voditi? Jaz mislim, da bi to v bistvu mogli povedati moji sodelavci, ne jaz. Zdaj, ali je bilo uspešno vodenje, mislim in upam, da je bilo, ker drugače ne bi bila tu, kjer sem zdaj. Vsekakor vem, da sem delala tudi napake, pač mi ni težko priznati. Tudi vedno, če me kdo opozori na napake, o tem premislim in prespim, kar me je naučil moj šef. In mi ni problem se tudi ne opravičiti, če vem, da je pač bila napaka z moje strani. Razmisliti o drugi strategiji, o drugi možnosti, tako da jaz mislim, da s pomočjo sodelavcev, dobrih sodelavcev mi je uspelo priti tam pač, kje sem. Ne. Same mi zagotovo ne bi uspelo. Ne. Točno to vrlino je tudi izpostavila vodja CKZ-ja, da dejansko zadeve prespiš. Ja. In da se dejansko da tudi s tabo vse dogovoriti, ni problema. Za mnenje smo tudi poprašali Matica Arnejčiča, torej vodja reševalcev v zdravstvenem domu. In na nek način oba dva isto trdita. Ne? Sicer zna zelo temperamentna, ampak razumevajoča in prisluhne in reši zadevo. Če se le da. Omenila si tudi, da dejansko ti je ta nasvet dal tvoj šef, direktor zdravstvenega doma, dr. Jožef Kramberger. Drži. Kaj še bi lahko dejala, si se od njega naučila? So še kakšne stvari, ki ti jih je dal? Mogoče jih nekoč, mislim, ko si bila mlajša, nisi razumela, pa si zdaj ugotovila, kaj ti je takrat hotel povedati. Zdaj, v bistvu, veliko stvari, katere na svete mi je on dal, sem vpeljala v delo. Tako da zdaj, če bi mogla povedati, kaj mi je dal, marsikaj lahko rečem. Ne? Ampak zdaj, ne vem, da tudi pravi, preden nekaj narediš, ne vem, kaj zakuhaš, razmisli, kaj uštime od tega, ne? Ali boš imel kaj pozitivnega, ali bo to preneslo negativne posledice. Tako da to še je ena od stvari, ki se pač poskušam držati. Marsikaki dober nasvet sem dobila od njega. Ne? V zdravstvenem domu Lenart imate zelo tako, bi rekla, pozitivno naravnanost k pridobivanju znanja, izobraževanju. Vsi strmite, vsi nekako ste pridobili višje izobrazbe. Kako to? Ne vem. Očitno imamo taki kader, ki nekaj da tudi na izobrazbo, ne samo na tisto izven službeno, ampak tudi na formalno, bom rekla. Ja, nas je kar nekaj, ki smo dokončali tudi podiplomski študij, ali pa še ga bojo v kratkem, bom rekla. Malo večje število ljudi prihaja do konfliktov, kako ti jih uspe reševati? Prespati.
Sicer vseh konfliktov ne moreš rešiti. Ne? Pač, bom rekla tako, eni pač vstajajo pri svojem in jih ne prestaviš za milimeter, ampak mogoče je včasih boljše, da potem druga stran malo popusti, če tudi veš, da nima prav. Ampak dolgoročno pa to prinese neke rezultate, bom rekla. Bom pa tudi rekla, na srečo ni nekih večjih konfliktov pri nas. Ja, to je tudi, ko smo se pogovarjali z Leo Roj, dejala, da ste res dober tim, dobro funkcionirate. Tako da, če se dotaknemo mogoče še te motivacije zaposlenih, marsikdo bi rekel, mislim, tudi govora je zdaj v tej stavki samo v denarju. Ne? Je motivacija vedno denar? Imam občutek, da, kar si povedala, v vašem zdravstvenem domu ni izključno in samo denar. Jaz bom rekla tako, ne. Zdaj v službo hodimo vsi zaradi denarja, ne? Ker drugače bi verjetno vse dele doma. Ne? Sve denar je motivacija, ampak ni pa tudi vse. Definitivno dobre odnosi v službe, dobre delovni pogoji, tudi fleksibilen delovni čas. Jaz vedno rečem, če vzamemo za primer ambulante družinske medicine, kar nekaj še se jih šola, ni problem si, sicer sami uredijo ali pa njihov vodja jim uredi menjave, ampak nikoli nismo rekli, da tega ne smejo delati. Ne? Tudi sama sem se šolala v službi in vem, koliko mi je to pomenilo. Ne? Delovni pripomočki, definitivno z nečem moraš delati, ne? Mislim, da ni neki problem. Sicer ene bi radi vse takoj, ampak takoj ne gre. Ne? Moraš imeti malo potrpljenja, pa tudi vse je odvisno spet od financ, ampak s časoma pa nam gre. Ne? Izobraževanje, tako kot smo že rekli, zdaj pač eni se nočejo izobraževati, ne? Drugi bi pa radi bili vedno na izobraževanjih. Ne? Mislim, tudi jaz sem taka. Ne? Vzami, če lahko vzameš. Ne? In pač tudi vse ne gre, ne? Ampak na račun tistih, ki pa sploh nočejo iti, pa lahko gre mogoče, ne? Kdo pa na kakšno več. Ne? Veliko je govora o tem, slišala sem eno formulo, 6 ur delaš, 6 ur si za družino, 6 ur imaš čas za sebe in 6 ur da spiš. Glede na to, da si rekla, mislim, da so kar tvoje, tudi odgovornosti, ki jih nosiš, so velike službene, bi rekla, da tale formula pri tebi ne drži, pa še potem izobraževanja. Kako ti to handlaš? Jaz bi rekla 6 ur za družino, če se le da še kakšna ura več, ampak dan ima premalo ur. Vsaj 7 ur za spanje, ostalo je pa služba. Tako da tu nekaj. Tako, če tedensko razdelim, čez vikend se pa trudim, da je drugače. No. Okay. Veliko je govora tudi o pomanjkanju zdravstvenega kadra. Dobro, v covidu je bila pa situacija malce drugačna. Kako pa je zdaj? Zdaj zdravnikov, zobozdravnikov srednjega kadra oziroma medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov bom pa rekla, da zaenkrat še dobimo, ampak tudi mi s težavo. Kje je problem? Zakaj se tudi menjavajo? Naprimer? Dobro, pri nas nekih menjav ni. Zdaj ne vem, lani smo zgubili enega zaposlenega po 2 mesecih, ker pač se ni sprijaznil s pravili, ki jih imamo v zdravstvenem domu. Ne? Potem zdaj nam ena odhaja tudi zaradi tega, ker pač ne želi delati tam, kam smo jo premestili. Drugače pa mi nekih odhodov, razen po covidu, pač žal, ko jih je bilo preveč, nimamo med srednjim in diplomiranim kadrom, bom rekla. Zaenkrat naj tako stane. Vseeno ti v kader vložiš veliko energije, financ, veliko ur dela. Ne? Kaj pa potem, če se dotaknemo malo bolj tega zdravnikov? Zdravnikov pa itak niti v Sloveniji ni, tako da bi jih Lenart imel, bi bil neki čudež, bom rekla. No. Sicer super, naj pridejo, ne, ampak je vse slovensko pomanjkanje. Ne vem, kam odhaja, ker tudi v Avstriji primanjkuje, ne, in v ostalih državah. Dejansko pa se na fakultetah pa so, ampak tudi medicinske sestre na fakultetah so, pa nekam izhlapijo potem, ne. Okay. Če se mogoče še dotaknemo zdaj v 20-letni karieri, mogoče bolj samo kot poslovno, na kateri dosežek si najbolj ponosna? Na izpeljan COVID. COVID je zakaj? COVID mi je zato, ker sem takrat bila vržena v delo pomočnice direktorja za nege in istočasno se je začel COVID. Nobeden ni vedel, kaj to pomeni, nobeden ni vedel, kaj naj dela, pa smo nekako se organizirali in vse, jaz mislim, da odlično izpeljali. Tako da zato. Jaz se vedno rečem, če smo preživeli tisto, bomo preživeli vse.
Torej zdaj je tudi v teku nadgradnja. Ja. Pa recimo, da je to veliki projekt, izziv. To je drugi del, če smo preživeli vse, bomo preživeli tudi to. Ne. Je izziv, ki sicer ni odvisen od nas, ne, to so drugi deležniki, so nam sicer zdaj zadnjih par mesecev dali nekaj besede, upoštevali to besedo, bom rekla, tako da upajmo, da bo tudi to, kot je po planu do konca maja končano, da se potem nekako planiramo do jeseni, do konca preseliti v nove prostore. Super. Si, tako kot sem rekla, dobro, znanje rada nabiraš, niti problem, ampak med vsemi temi funkcijami in družini pač najdeš še čas, da si članica sekcije. Kaj je dejansko tam tvoja naloga? Kaj počnete? V bistvu sem članica sekcije za promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo v Sloveniji, v Zbornici zveze. Moja naloga, pa se ni neka velika, bom rekla, ampak ko organiziramo kako izobraževanje, potem tam vse organizirati, ne vem, sprejeti udeležence, drugače pa nas je 15, tako da si delo razdelimo. Hoditi na sestanke, tam se dogovarjamo, kaj se bi dalo v Sloveniji na tem področju spremeniti. In to je to v glavnem. Si pa tudi aktivna v domačem okolju? V bistvu včasih sem bila več, nekaj časa sem bila predsednica Rdečega križa, mislim, da sicer dobrega pol leta v Cerkvenjaku, ampak takrat sem bivšo in sedanjo predsednico Marijo prosila, če lahko to prevzame nazaj, ker to je ravno bilo v času, ko se je začel COVID in vse skupaj pa res ni šlo. Takrat so tudi ljudje v našem kraju, tako kot vse posod drugod, potrebovali še dodatno pomoč in klonirati, če se pa zaenkrat ne znam. Torej vse funkcije, ki si jih imela, velikokrat ljudi tudi spravijo do tega, da malo poletijo nad oblaki. Mislim, to smo priča tudi, bi rekla, v lokalnem okolju, doživimo, da kakšni ljudje s pridobitvimi funkcijami malo zrastejo, malo bolj pomembni postanejo. Ti si še vedno človek in tudi tvoja prijateljica Nina je rekla, da ji njen status ji ni dal kril, ostala je varno na tleh in ponudi pomoč vsakemu, ki jo potrebuje. Hvala, Nina. Zdaj od različnih ljudi drugače slišiš. Najbolj žalostno je, ko slišiš pač to od nekih bližnjih. Sicer bom rekla, tisti, ki so mi ostali blizu, me vidijo tako, kot me vidita vedve, bom rekla. Tudi v službi sem že pred leti dala dovoljenje enemu sodelavcu, da če se bom slučajno kdaj dvignila nad sebe, da ima pravico, da tudi fizično obračuna z mano, bom rekla. Na srečo gre ta človek čez 2 leti v penzijo, ali pa na nesrečo, ampak bo imel doživljenjsko dovoljenje. Jaz tudi mislim, da ne. Sicer jaz sem se spremenila, logično. Z leti se spremeniš, odraščaš. In jaz vedno rečem, hvala Bogu, da je tako. Hvala Bogu, ker če bi bila na ravni, kot sem bila pred 20 leti, ne vem, bi pač verjetno tam bila, ki sem bila pred 20 leti, ampak mislim pa, da ne nekaj bistveno zdaj, da bi zaradi tega neki status izžarevala ali premoč želela nad nekom. Bom rekla, da mi je vedno, na začetku sem se mogla kar navaditi, ko je direktor od mene zahteval, zamenjajte tablico, zamenjajte naziv, zamenjajte ident. Meni ta naziv ni, mislim, me pomeni, ampak zdaj, da bi pa ljudje mogli vedeti, kdo sem jaz, mi pa ne pomeni toliko. Še vedno ostajam Klavdija Dvoršak. Veliko ti pomeni tudi družina? Drži. Ali ti je bilo kdaj žal, da si več časa namenila službi, kot bi namenila družini? Definitivno. Zdaj, mislim, žal, zvečer študiraš mogoče, da si dosti odsoten od družine. Sej na srečo bom rekla tudi, je fleksibilnost pri nas, ne vem, če sem 2 dni na izobraževanju ali odsotna, si lahko pol nekako pokoristiš ure, pa si potem naslednji dan več z njimi. Ampak je pa res, da ko otroci odraščajo, ko rabijo tvojo pomoč, je vseeno biti dobro za njimi pač večji del dneva. Tako da zdaj, glede na to, da sta osnovnošolca, da še oba rabita pomoč pri učenju in organizaciji
organizaciji, jaz se trudim, da čim več časa preživim z njima. Ne. Ker tudi Ahčan o tem govori, ne, da dejansko je na to na nek način vaše poslanstvo in pač žrtvujete družino. Ja, zdaj v taki Da ali pomagate drugačni, drugim, ne? ja, takšni ali drugačni obliki. Bom rekla, da ti, ki delamo v zdravstvenem domu, mogoče malo manj, na srečo, ne, tisti, ki pa delajo v bolnišnicah ali pa kje, pa malo več. Zdaj, ob napetem dnevu, ne, naprimer reče, ko smo rekli za COVID, takrat so bili res bolj stresni trenutki, no, vse družice tudi nismo smeli, ampak kaj je tisto, kaj te najbolj sprosti, ko rečeš, noge na mizo in... Ne vem, da se nekaj zunaj vsedeš na sončko ali v sence poletje, v miru premisliš, opazuješ svoje otroke, ko se igrajo ali se igraš z njimi, vzameš v roke kako knjigo jo prebereš in to je načeloma to, no, bom rekla. Tudi Nina je rekla, da dejansko najbolj te sprosti klepet ob kavi. Ja. Doskrat dobimo tudi to vas ušvrknemo, tako bom rekla, no, da dejansko klepet ob kavi pa kakšen cigarici pržge, ne. Marsikdo ve ušvrkniti, ne, ja, vi ste pa zdravstveni, ne, pa tudi kadite. Ja, to bom rekla tak je... Nihče ni popoln v končni fazi, ne? Nihče ni popoln. Pri nas v službi načeloma je prepovedano kajenje. Ne? Bom pa rekla tak, ja, ljudje te znajo soditi po določenih stvarih, ne? Ampak vseeno, kaj jaz počnem doma, pa ni del službe. Ne? Tako da, pač to je tisto, ne? Pometi najprej pred svojim pragom, preden začneš pred drugim. Ne? Je pa res, da v končni fazi smo vedno še ljudje, ne? Vedno ljudje, je pa res, da smo vedno, ne vem, više si, bolj si ogledalo, ne, oziroma bolj te vsi ostali vidijo, ne. To pa moraš sprejeti, ne. Velikokrat, ko si potem tudi na takem položaju, so kakšne kritike, so opaske, kakšne na mestih, kakšne, mislim, imajo neko mesto, ki jo tudi sprejmeš, ampak tudi tvoja vrlina, ena izmed teh, ki jo je vodja CKZ-ja, Centra za krepitev zdravja, izpostavlja, je lepa beseda, lepo mesto najde. To naj bi bil tvoj rek, katerega se tudi držiš in da rada vzdržuješ red, da je vse narejeno ob svojem času in da se z njo da čisto vse dogovoriti. Ja, sovražim nered. To pa sovražim nered doma in v službi, to je pa dejstvo. Ne? Pač sem človek organiziranja in moj teden je v bistvu organiziran od nedelje do naslednje nedelje. Jaz sej puščam luknje za kaj takega, ampak in v službi in doma, ker se mi zdi, da če pa pri mojem življenju ne bi bilo organiziranja, potem ne vem, verjetno bi stala na mestu in se vrtela v krogih. Ne? Pač tudi to sem jaz. Tudi nimam rane reza na pisalni mizi v službi. Vse tisti, ko delamo, vemo, da Klavdija vedno dela 24/365, to je res. Nikoli ni bil problem, kar se tiče dobiti odgovora od tebe. Vedno. Je res. Sicer se vedno bolj distanciram od nepomembnih, ne vem, elektronskih pošt in jih res preložim na takrat, ko imam čas oziroma sem v službi, ker elektronsko pošto gledam tudi doma, pregledam, če je kaj nujnega, ne vem, zvečer preden grem spat, tisto rešim, ostalo pa počakaj na takrat, ko je čas za tebe. Tu si začela tudi informacije malo reciklirati. Definitivno. Klavdija, če te zdaj tako vprašam, kdaj te je kakšna stvar ful prijetno presenetila? Kjera ti zdaj pade na misel, da se te je dotaknila? Prijetno presenetila. Če ti mogoče dan za namig? Ja. Čakaj, da najdem. Tale pisava ti je mogoče kaj znana? Ja, ravno sem študirala na moj rojstni dan, ja. Kaj je bilo? Kako je šlo? Ja. Zgodba. Hčera, ki bo stara zdaj 10 let, Kaja ima mobilni telefon in ona je prišla na idejo, da bi rada mi kupila šopek. V bistvu me je predtem zaslišala, kakšne rože, jaz želim šopko. Analizo naredila? Analizo naredila, nekako tak me spominja na njeno mamo, ne. In potem je imela od sodelavke Nine telefonsko
in je Nini poslala, sta se klicali, zorganizirali, da bo Nina organizirala ta šopek za moj rojstni dan. Potem je Kaja vsa pisna navodila napisala, kak šopek naj bo, kdaj ga rabi, nastavila denar in sem jaz to mogla odnesti Nini v službo. Bog ne daj, da bi odprla, nisem, priznam. Pa nisi nič posumila takrat? V bistvu je tako, videla sem, da sta se klicali, videla sem, da si pišete in pač, ker je bil to bližnji datum, sem vedela, da nekaj v tem stilu je, ampak sem se pa vzdržala, pa nisem šla SMS-ov brati, niti tega sporočila, ki sem ga mogla prenesti. Kaj je sicer ful vztrajala, da jaz tisti petek moram v službo, ne? Sicer na koncu sem šla in pol vprašam, zakaj sem pa jaz danes mogla v službo, ne? Nič, smo že ti drugače zrihtali in seveda potem Bine zraven, ne, še ne zna tako tiho biti, je rekel, vse bo Nina zrihtala, ne, in je bil ogenj strehe, ne, ker jaz ne smela vedeti, da bo Nina kaj zrihtala. No, Nina je na koncu šopek nabavila, pripeljala domov, sta to doma pri moji mami v hiši skrile, tako da jaz dejansko do drugega dneva, do rojstnega dneva šopka nisem videla in nisem vedela, kaj sta se pogovarjali, ne. Tako da hvala še enkrat, ne. Vsem sodelujočim v tem presenečenju, ne. Ja, otroci znajo presenetiti, ne. Rekla si, da je zelo tudi tebi podobna. V bistvu gledaš kot neko zrcalno sliko, Kajo? Jaz sicer upam, da nisem bila tako trmasta, oziroma da nisem bila tako trmasta, pa nisem, pa ne bom. Drugače pa ja, mislim, tudi po zunanji podobi sva se podobne. Vseeno jo probam naučiti, da z organizacijo se življenje lažje shaja, ne. Ja, morata čas imeti za igro, za vse druge stvari, ampak če boš ti prišel v šole, si organiziran, narediš domačno nalogo, ne vem, pol imaš pa ves prosti čas na svetu. Ja. Če bi lahko svetovala, ne vem, ženskam, ko tako jih srečaš, pa so mogoče slabi dnevi, ali kaj bi jim svetovala v tiste? Mislim, ti si res dala že v svojih teh skoraj da 40 letih marsikaj skozi. Ja. Kaj bi zdaj neki ženski svetovala, ki pa mogoče malo obupala, pa rabi malo spodbude? Zdaj, prva stvar je klišejsko, ampak nobena juha se ne poje tako vroča, ko se skuha, ne. Jaz res, tako kot sem rekla, od tega nasveta prespi, premisli, zato ker ponavadi se tu gre za neživljenjsko pomembne stvari. Ja, se vplivajo na tvoje življenje, ampak vseeno, kak je dan, dva, zaradi tega ne bo nič narobe, premisli, prespi, magari se sedi za mizo, si napiše, kaj ti bo to preneslo dobrega, kaj ti bo preneslo slabega in potem se na podlagi tega odločaj. Posvetuj z dobrimi prijatelji, če jih imaš, upam, da jih vsak v življenju ima. Pogledati širšo okolico, kaj bo to preneslo, če bo to na njih pomembno vplivalo, če bo to na tebe pomembno vplivalo in potem neko odločitev sprejeti. Super si tole povedala, tako da bomo kar zaključili. Tako da hvala lepa, Klavdija, za obisk, za vse te misli, navdihe. Tako, gostili smo še eno res super žensko, tako kot je tudi Nina opisala. Hvala. Ki lahko marsikomu da zamisliti, za spodbudo, da se da marsikaj narediti, ne glede na to, kakšne so ovire, ker zagotovo vsi imamo v življenju takšne in drugačne izzive, da se jih prebroditi z trmo, z vztrajnostjo, še vedno pa menim, da tudi z srčnostjo in človečnostjo. Naslednji bomo tudi gostili še eno pomembno super žensko, tako da se lahko naročite na naš podcast Neokvirjeno in se vidimo naslednjič. Hvala.